Takole, dragi moji, tukaj se bo zgodilo, prav tukaj. Vsi meščani se bodo zbrali prav tukaj na obiranju lesketavk. Zato mora biti vse kot iz škatlice. Mamice! Dajmo, pljuvite v roke, dajmo. Dajmo le živahno, živahno. Saj bom jaz. Lahko bom sam. Uspelo mi bo. Sodelovati moramo. Vsi skupaj potrebujemo še kakšen par rok. Takole, prijateljčki, ko preštejem do 3. 1, 3! Tako, ta je bil zadnji. Odlično, babike, odlično. Hurra! Ojoj, ojoj! No, ja. Saj sploh ni slabo. Ni slabo. Kako se vama zdi? Šapki za prvo zmrzal so. To je zame najlepši čas v letu. Tako, še pospravimo, da bo vse sijoče. Se nam bo obeta kar hud jagodni mraz. Takole, pomagala vama bom. Hitreje bo šlo, če bomo delali skupaj. Nekakšna... stara škatla je. Zdaj nekje notri. Oprostita. Knjiga je. Iz te smo včasih brali za prvo zmrzal. Ja, res je ta. Pripoveduje o prvi zimi v jagodni Dobravi. Stavim, da bi vsi radi slišali to zgodbo. Prebrala jo bom kar tukaj in povabila vse iz jagodne Dobrave. Pridita, pomagala mi bosta. Malinca! Malinca! Si tukaj, Malinca? Malinca! Samo hipac, jagodka. Aha, našla sem jo. Kaj pa delaš? Končujem svojo zimsko kreacijo. Čudovita je! Zelo izvirna, zares edinstvena. Hvala. Za to kolekcijo sem dala vse od sebe. Vsako leto prekosiš sama sebe, Malinca. Če že delam, moram biti vedno najboljše. Zato ne bo končano, dokler ne bo popolnoma in do zadnje pikice popolno. Kot si rekla, mora izdelek biti res izviren, edinstven in brez primerjave. No, kar pojdimo zmrda. Kuža luža, pustimo Malinco šivati. Zvečer bo v kavarni bralna urica. Vesela bom, če prideš. Ja, seveda. Pridem. Kuža luža? Že prihajajo. Ja, hoj.
si prišla. Kako lepo, da si se oglasila. Kar naprej, usedite se kamor hočete. Prav veselim se tega, gospodična Jagodka. V starih časih je bil to zame najlepši del prve zmrzali. To je prav zares lep čas v jagodnem letu. Vsa ta praznovanja, leskojagodni ples in shod lesketavk, ampak včasih pozabimo, kako pomemben praznik je to. Zato smo včasih vedno brali to knjigo, Veliki shod lesketavk. Zgodba govori o prvi zmrzali. Pred davnimi časi, ko je bila jagodna dobrava še zelo jagodno majčkena, so vsi trdo garali, da bi se mesto hitreje razvijalo. Skupaj so posejali semena, iz katerih je zrasel prelep jagodni gaj. Toda prva zima tega prvega leta je bila huda. Bil je peklenski mraz. Nekaj ljudi je zaradi obilice snega ostalo ujetih v svojih kočah, da so jih morali izkopati ven. Marsikomu so pošle zaloge hrane, ki so jih pripravili za zimo. Zato so jim pomagali drugi. Iz dneva v dan je bilo bolj mraz. In še bolj mraz. In še bolj. Kazalo je že, da bodo poganjki jagod pomrli. Takrat so izrezljali prvo lesketavko, da je iz nje nastala čudovita žareča svetilka. To je bilo pomembno. Tako dolgo že razljajo lesketavke? Tako je. Že veliko let. Nisem vedela. Tako še dan danes razljamo lesketavke. Nisem vedela, da sploh obstaja razlog. Mislila sem, da jih razljamo, ker je zabavno. Saj je zabavno, je pa tudi zelo pomembno, zato ker Letos bom izrazljala najlepšo lesketavko vseh časov. ne smemo pa pozabiti, zakaj sploh razljamo lesketavke. Torej, zgodba pravi, da... Kar takoj bom začela delati svojo. Jaz tudi. Ne bi poslušali zgodbe do konca? Ja, ampak res bi rada začela ustvarjati vzorec. Zakaj bi čakala do zadnje minute? Letos bom zagotovo prekosila sama sebe. Dober predlog. Pohitimo. Prav zabavno bo. Kar na delo. Čas teče. Ampak... Kaže, da se jim zgodba ni zdela pomembna. Žal mi je, princesa Bobika. Morda pa čas ni bil pravi, ampak nekega dne, Jagodka, bodo že hoteli slišati razlog za shod lesketavk. Vem, da bodo. Dobro, ampak ne dovolj dobro. Ni izvirno, ni edinstveno, ni še nikoli prej videno. V tole bom zares vložila srce. Bo najboljša, najlepša. Ne bo v redu. Aha, ja, tako, ja, na pravi poti sem. Samo še tukaj malo dodam, tukaj malo odvzamem. Zdaj pa je. Takšnega vzorca gotovo še nihče ni videl. Malinka? Kaj? Je to vzorec za tvojo lesketavko? Ne, hočem reči, mogoče, hočem reči, ne vem, hočem reči, zakaj? Samo sprašujem, nisem ga videla. Niti za sekundico? No, mogoče za pol sekundice, ampak nisem se za to oglasila. Hočem samo, da je presenečenje. Malinca, saj razumem, tudi moj vzorec bo presenečenje. Prišla sem si izposoditi papir, da ga bom lahko narisala. Imam ga že v glavi in če ga hitro ne narišem, ga bom pozabila. Seveda. Tako sem jaz dobila zamisel za vzorec, kar na lepem mi je švignila v glavo. Izvoli. Ta pa ni slaba. Lepe oblike, ravno prav velika. Kar to bom vzela. Kaj pa ti, Jagodka? Si že našla pravo? Tale mi je všeč. Kaj praviš? Ja, zelo je lepa. Živja, Malinca, si že izbrala lesketavko, ki jo boš izrazljala za shod? Ja, pa sem jo res. Zdaj pa brž domov, da jo kar tako izrazljam. Kaj pa je? Hoče, da bo njena lesketavka veliko presenečenje.
Hej, kam pa greste? K jagodki. Pokazali si bomo vzorce za lesketavke. Greš z nami, malinca? No, prav. Ampak zagotovo ne bom kazala svojega vzorca, dokler lesketavka ne bo izrezljana. Ja, veš, dolgo si me že labo. Ja, lepo, glej, ta je pa res prekrasen. Čudovit. Lahko najprej jaz? Seveda, Sivka, izvoli. Kar namučila sem se, da je takšen, kot sem hotela. Ampak, kaj pravite? Saj je skoraj natanko tak kot moj. Čudovit vzorec, Slivka. Poglej še tega, malce mu je podoben. Ej, moj tudi! Kaj takega, moj tudi? Kako nekaj je to mogoče? Mogoče zato, ker je pomaranča prekopirala moj vzorec. Ampak malinca, saj ga še videla nisem. Seveda ne. Kako ga je potem lahko prekopirala? No, videla je borovničkinega, borovnička slivkinega, slivka limoničinega, limonca pa mojega. Saj se samo, šališ. To zame ni nobena šala. No, lepo se pomirimo, pa bo kmalu vse jasno. Toliko truda sem vložila v ta vzorec. Hotela sem narediti nekaj posebnega in povsem izvirnega za shod lesketavk. V delo sem vložila svoje srce. Prepričana sem, da obstaja pojasnilo. Seveda obstaja. Vse so prekopirale moj vzorec. Ne grem se več. Letos ne bom izrezljala lesketavke. Ampak malinca, potrebujemo te. Shoda lesketavk ne bo, če ne bomo prišli vsi. Veš, nočem obtoževati, ampak mogoče ima malinca prav. Mogoče je pomaranča res prekopirala moj vzorec. Tudi jaz sem bila rajši tiho, ampak pomislila sem, da je mogoče limonca res kopirala. Ni lepo, da to rečem, ampak Slivka je mogoče res prekopirala moj vzorec. Jagodka, manjšo težavo imamo. Zdi se mi, da je mogoče res prišlo do kopiranja. O, Slivka! Resno mislim, borovnička je bila pri meni. Slišala sem te. Me obtožuješ kopiranja? Glej, pravim samo... Pomaranča je kopirala od mene. Jaz že nisem kopirala. Si prepričana, da nisi ti kopirala od mene? No, zdaj pa nehajte, da ne bo kateri potem žal. Žal zakaj? Pogovarjamo se To o je Koka kopiranju. kopiral. Dekleta, lepo prosim. Jaz že nisem Ti si kopirala. kopirala. Eno je obtožila drugo, ta pa tretjo in tako naprej. In zdaj nobena noče izrezljati lesketavke. Če ne bomo vsi lepo sodelovali, potem shoda sploh ne more biti. Bojim se, da bomo slavje morali odpovedati. Hvala, muca zmrda. O, kuža luža. Vem, da bi rada pomagala, ampak ne moremo več kaj. To knjigo lahko kar spravim. Hej, čakaj malo. Zdaj mi je vse jasno. Že vem, kaj moram narediti. Sestanek! Sklicujem sestanek v kavarni! Borovnička, malinca, pomaranča, limonca, pridite! Pridite, kakor hitro morete! Povejte še drugim! Vsem povejte! Pozor, pozor! Sklicujem sestanek! Takoj zdaj! Kaj se dogaja? Zakaj nas je poklicala? Zakaj smo morali prihiteti sem? Kaj se dogaja, Jagodka? Rada bi, da preberemo o shodu lesketavk. Nismo prišli do konca. Ampak zakaj? Saj letos shoda sploh ne bo. Prosim vas, ostanite in poslušajte. Ko bom prišla do konca, bo vse jasno. Zmrda, luči. Ko je najbolj
najbolj strupena zima vseh zim doletela jagodno Dobravo, je morala vsa skupnost stopiti skupaj, da so rešili novo posajeni gaj. Toda mraz je čedalje bolj pritiskal in mladim sadikam se je slabo pisalo. Potem se je najmanjši Bobiki utrnila za misel. Lahko izrezljamo zmrznjene jagode, je rekla. Vanje pa damo sijoče hroščke. Zakaj pa to, so se vsi čudili. Če jih nesemo v gaj, je pojasnila Bobika, bodo morda ogreli sadike. Sprva so se Bobiki vsi le smejali, toda potem se jim je posvetilo. To je bilo njihovo edino upanje. Če bodo rastline umrle, bodo ostali brez hrane in mesto bo ostalo brez elektrike. Zato so združili moči in sijoče jagode nesli na polje. In res je pomagalo. Rastline so preživele, ampak le zato, ker so prav vsi meščani v gaj prinesli svetilke, da bi ogreli sadike. Prebivalci jagodne Dobrave so spoznali, da so odvisni drug od drugega, tako kot so odvisni od lesketavk. In od takrat naprej vsako zimo priredimo shod lesketavk. Vsak prebivalec jagodne Dobrave izrezlja svojo lesketavko, vsi se zberejo skupaj in v krogu prižgejo lučke. S tem vsak daje obljubo, da bo skupnost stopila skupaj, ko bodo nastopili težki zimski dnevi. Prijatelji si bodo pomagali med seboj in to je bistvo shoda lesketavk. Ojoj, sem bila pa res prava tepka. Še nekaj bi vam rada pokazala. Ste videle? Poglejte. Čakaj malo, to je moj vzorec. Tako je. Tudi moj je bil zelo podoben. Hej, moj tudi. In moj. Vse smo narisali podobnega. Videli ste ga, ko sem odprla to škatlo, ampak se tega sploh niste zavedali. Zato ste vse narisali enak vzorec. Tudi jaz. Potem pa... Obtožila sem vas, da ste kopirali od mene, čeprav niste. Strašansko mi je žal. Upam, da mi boste oprostile. Seveda, malinca, če boš ti lahko oprostila mene. Mene tudi. In meni. Vse smo malo pretiravali. Poglejte, zunaj pa res mrzuje. Jagode so gotovo pomrznile in bodo pravšnje za rezljanje. Potem pa lepo hitite, da boste pravočasno naredili lesketavke. Ja, Dajmo, le vrš! Kakšna je pa ta? Čudovita, pa moja? Krasna! Samo tamle si malo izpustila. smo vse pri koncu? Ja, smo. Samo še sekundico. Povedala jim bom, da lahko začnemo. Lahko poveš sijočim hroščkom, da smo pripravljeni? Hvala. Žvižge sil nebo zazri, rude pesem z lepo mislijo. Naj sonce sveti, kjer gre tvoja pot. Korak poskočen, lep je dan, naj srce ti razigra. Poišči iskro, luč prižgi, zapoj še ti. Lep je dan, lep je svet, vse lahko je, kot želiš, kar želiš, to dobiš. Verjemi, tudi ti, ko okrog se zazreš, lep dan se začne, je lepo, vse lepo, je lepo, vse lepo. Žvižge sil nebo zazri, rude pesem z lepo mislijo. Naj sonce sveti, kjer gre tvoja pot. Korak poskočen, lep je dan, naj srce ti razigra. Poišči iskro, luč prižgi, zapoj še ti. Lep je dan, lep je dan, lep je svet.